Vse odkar sem bila otrok, sem vedela, da se telo, v katerega sem bila rojena, spol, ki mi je bil določen in ime, ki so mi ga dali, niso čutili kot moji. Mama je kmalu ugotovila, da me igračke, ki jih je izbrala za svojega fantka, niso zanimale in me je po najboljših močeh skušala sprejeti takšno, kot sem bila. Težje je bilo z mojim očetom. V srednji šoli sem se začela ličati in iskati se tudi prek oblačil. Takrat je situacija doma postala nevzdržna. Nekega večera sem po pijači v mestu prišla domov. Oče me je čakal v dnevni sobi in me začel zasliševati. Žalil me je, rekel mi je, da sem čudak, navaden peder in da sem karikatura. Kričal je name in me jezno porinil v steno in me tako močno zagrabil za vrat, da me je skoraj zadušil. Komaj mi je uspel zrhljati njegov prijem in pobegan stran. Nisem želela več domov, zato sem se preselila k prijatelju. Tam so me vedno sprejemali in me podpirali, z njimi sem lahko govorila o vsem. Ko hodim po ulici, me ljudje vedno gledajo, zrejo v moje prsi in analizirajo moje telo. Vedno znova se soočam z žalitvami in sovražnostjo. Ljudje me žalijo z različnimi vzdevki, posebej moški, ki se pogosto derejo name in me sprašujejo, kaj točno sem. Se grabijo za mednožje in mi govorijo, da mi bodo pokazali. Ljudje ves čas govorijo z mano in uporabljajo moški spol, čeprav sem ženska. Tudi če jih popravim, se ne opravičijo in še naprej uporabljajo moški spol. Včasih me imajo ljudje za njihov lastni študijski primer ali pa lutko, katere krilo lahko dvignejo in preverijo, kaj je spodaj. Ves čas me sprašujejo, kaj imam med nogami, če so moje prsi prave, kaj je moj pravi spol in kaj je moje pravo ime. Čeprav jim povem svoje ime in kateri zaimek naj uporabljajo, to ni nikoli pomembno. Zdi se, kot da obstaja resničnost, ki je bolj resnična od moje. Ko sem zaključila srednjo šolo, sem si močno želela službe, se nisem želela nazaj v šolo. Med vrstniki sem doživela preveč zavračanja. Tudi učitelji me niso podpirali, tako kot bi me mogli. Enkrat se mi je zgodilo, da so me dekleta zvlekla v kopalnico po telovadbi in vame metale vložke in tampone in vmes kričale, kdaj imam menstruacijo, saj sem vendar dekle. Bilo je grozno in počutila sem se ponižano. Ko sem učiteljici povedala, kaj se je zgodilo, je rekla, da se moram na to navaditi, saj se mi bojo takšne stvari vedno dogajale, ker sem drugačna in da bom to morala pretrpeti v tišini. Zato sem začela iskati službo. Vendar se je večina intervjujev slabo končala, ali niso želeli imeti ničesar z mano, ali pa so se norčevali z mene. Nehala sem hoditi na razgovore. Bila sem popolnoma brez denarja, nisem uspela dobiti službe, ne glede na to, kaj sem naredila. Nekega dne me je prijateljica povabila, naj skupaj z njo delam na ulici. Rekla je, da dobro služi in da delo ni težko, moške je lahko nadzorovati. Večinoma sem delala ponoči, na bolj osamljenih področjih. Včasih se je zgodilo, da je bil moški preveč pijan ali pa preveč nasilen in nisem želela biti z njim. Vendar to ni bilo pomembno, če sem jaz rekla ne. Zgodilo se je, da me je moški zvlekel v ulico, me podrl na tla, mi na vrat držal nož in me posiljeval, vmes pa mi sikal v uho, če si ženska, pol daj moškim, kar jim pripada. Po tem dogodku se nekaj mesecev nisem vrnila na ulico. Vendar na koncu nisem imela nobene druge možnosti. Možnost za zaposlitev je tako majhna, da preprosto nimam energije, da bi nadaljevala z iskanjem.